Torej, gospod Jazbec, po čigavem nalogu ste prišli v Bernardin? Po nalogu prezadolženih lastnikov ali bank upnic, ki imajo tudi neka pričakovanja do Bernardina? Nadzorni svet me je povabil, če bi prevzel vodenje hotela v Bernardin, in ta izziv sem sprejel. Drugače, vi ste bankir. Bivši bankir. Tako, in verjetno gledate tudi skozi ta očala na poslovne subjekte, kot je Bernardin. Predvsej dobro poznam logiko razmišljanja bank v podobnih primerih, tako da tudi do neke mere lahko predvidim, na kaj je treba biti pozoren, ko pripravljaš program prestrukturiranja z bankami. In v kakšni kondiciji je trenutno hotel Bernardin? Zdaj, z vidika finančne kondicije seveda je trenutna situacija relativno slaba, vendar, kot rečeno, glede na poslovanje, ki ga predvidevamo za naslednje leta, tako z vidika povečevanja prihodkov kot stroškovne učinkovitosti in pa naše iskrene namere, da dezinvestiramo del našega premoženja, sem optimist in mislim, da bomo z bankami dogovorili vzdržen finančni reprogram, ki nam bo omogočil tudi potem poslovno sanacijo na dolgi rok. Kako ste zadovoljni s sedanjim delom? Bral sem v letnem poročilu za leto 2012, da bo že v prvem kvartalu leta 2013 pripravljen nekako sanacijski program oziroma reprogram finančnega in poslovnega prestrukturiranja. Kako je s tem dokumentom? Sanacijski program je bil takrat pripravljen, je bil tudi podlaga za to, da so banke odobrile moratorij. Sedaj delamo na novelaciji tega sanacijskega programa, vsebinsko ga tudi razširjamo v smislu različnih variant dezinvestiranja hotelov Bernardin. Ta program bomo drugi teden predstavili bankam in upamo, da bomo v prvem kvartalu naslednjega leta tudi na tej podlagi dosegli dogovor o dolgoročnem finančnem prestrukturiranju podjetja. Rekli ste, da ste bankir, oziroma bili ste v banki, v NLB-ju tudi konkretno. Hoteli Bernardin so največji dolžnik ravno na NLB-ju, nekaj čez 10 milijonov evrov kratkoročnih in dolgoročnih kreditov. Kaj si ta trenutek bankirji želijo? Verjetno nekega stabilnega poslovanja, naloga banke oziroma core business je posojanje denarja? Tako, ja. Bankirji logično želijo videti jasno predstavo, na katerih segmentih bojo hoteli Bernardin rasli, kar se tiče prihodkov, ali bojo ti prihodki ustvarjali dodano vrednost podjetju, ali smo naredili vse in ali bomo naredili vse, da smo čim bolj stroškovno učinkoviti po vseh strukturah naših stroškov, in pa seveda želijo videti jasno zavezo podjetja, kar jim tudi mislimo predočiti z vidika časovnice in pa naših dezinvesticijskih aktivnosti, ker glede na dejstvo, da so hoteli Bernardin dolgoročno prezadolženi, bomo morali se dezinvestirati, da bomo lahko iz tega naslova znatno poplačali naše dolgove v čim krajšem času. Je bila narejena potem napaka pred leti, ko je tukaj šlo v združevanje teh hotelov. Hotel Bernardin je pripojil veliko družb pod Metropola, hotelov Piran, hoteli San Simon, zdaj gre pa v nasprotni proces. Je bilo takrat preveč lahkomiselno ta proces združevanja? Ne bi temu tako rekel. Jaz mislim, da napaka ni bila narejena, ker mislim, da je ta konsolidacija bila potrebna na lokaciji slovenske obale. Mogoče je pa bilo malo premalo narejeno na sami konsolidaciji poslovanja, na iskanju kratkoročnih sinergij, ki imajo potem trajen učinek seveda tudi na poslovanje takega združenega podjetja, in del teh nalog, ki takrat niso bile narejene, nas seveda zdaj čakajo, da to vse skupaj v smislu dodane vrednosti pripeljemo v družbo. Pravite dezinvestirati. Na kakšen način? Torej v odprodajo tega, kar je bilo priključeno pred leti skupaj? Kako vi vidite to? Zaradi dejstva, da so hoteli Bernardin seveda podjetje z dolgo tradicijo, se je v vseh teh letih seveda nabralo v naši bilanci dosti premoženja. Kar nekaj tega premoženja je poslovno nepotrebnega, se pravi, nam ne generira dodane vrednosti iz našega ključnega posla, to je se pravi turizem, in seveda bomo pač morali prodati to poslovno nepotrebno premoženje, ampak nažalost to seveda ne bo dovolj. V zelo kratkem času se bomo morali odločiti z vidika dolgoročne perspektive podjetja, kateri deli tistega poslovno potrebnega premoženja so takšni, ki nam dolgoročno ne prinašajo neke dodane vrednosti, glede na našo ekonomsko analizo, in tudi to premoženje bomo morali pač dezinvestirati. Govorimo konkretno lahko tudi o konkretnih hotelih, konkretnih resortih in tako naprej. Ampak v tem trenutku je preuranjeno v bistvu špekulirati ali pa povedati, kje je največja verjetnost, da bo do te prodaje prišlo. Hotel Bernardin je zadolžen nekaj čez 50 milijonov evrov.
Kje bi bila ta vzdržna meja, da bi recimo, dokot si želite dezinvestirati? Ja, načeloma, veste, pri prihodkih, ki znašajo 32 milijonov evrov, ne, je seveda ta višina dolga precej nevzdržna. Jaz pač menim, da vzdržen dolg v nekem podjetju, kot je podjetje v turistični branži, ne bi smel presegati velikost samih prihodkov podjetja. Ne. Se pravi, se pogovarjava o znatni razdolžitvi v višini približno vsaj 20 milijonov evrov. Na nekoliko daljši rok, ne, to ne gre čez noč. V kolikšnem obdobju, recimo? Ja, jaz pač menim, da je realno, glede na stanje na nepremičninskem trgu, pričakovati v roku 2 let. Kako potekajo ta pogajanja z bankami? Zaenkrat, kako ste zadovoljni? Je to dosti trd posel? Poznate verjetno pozicije tako iz ene strani mize kot z druge strani mize? Ja, za razliko od špekulacij v medijih moram reči, da so banke zelo konstruktivne, nam zelo prisluhnejo, verjamejo v to, da imamo jasno namero, da to podjetje naredimo vitkejše, učinkovitejše, bolj donosno. Seveda je to stvar tudi nekih procedur v bankah, zato so včasih te odločitve za nas okus se prepočasi sprejemajo, ampak jaz verjamem, da bomo prišli do trajnega dogovora v doglednem času. Kako bi ocenili delo svojega predhodnika? Dober mesec ste bili tudi skupaj z njim v upravi. Zdaj se je nekako umaknil, tak občutek je vsaj laičen, da ni vsaj v relaciji do bank upnic naredil tega, kar bi moral, zato je odšel in to mesto ste kot izkušen bankir prevzeli vi. Ne, jaz bi vseeno drugače povedal, no, kakšno je moje mnenje. V zadnjih 2 letih, se pravi, če govorimo o letu 2012 pa 2013, je moj predhodnik, se pravi uprava Hotelov Bernardin, so ogromno naredili na stroškovni konsolidaciji. To je seveda vidno tudi skozi izkaze. Dejstvo je, da so tudi počistili kar nekaj do neke mere poslov, ki niso bili povezani z našim osnovnim poslom za nazaj. Se pravi, vse te izgube so pripoznane v naših izkazih in zahvaljujoč temu bomo lahko leto 2014 štartali z čisto bilanco, fokusirano izključno v naš osnovni posel. Brali smo v časniku Delo, ne vem, da bi vaš predhodnik naj sprejemal, milo rečeno, sumljive poslovne odločitve. Kako komentirate to? Ja, glejte, glede na to, da sem jaz šele oktobra prišel v podjetje, imam seveda jasen mandat nadzornega sveta, da naredim to podjetje čim bolj stroškovno učinkovito in uspešno. To lahko dosežemo seveda s tem, da skušamo na določenih poslovnih funkcijah se kadrovsko ukrepiti, ker do neke mere so določene funkcije z vidika stroke podhranjene. To seveda ni samo značilnost Hotelov Bernardin, ampak tudi marsikaterega drugega podjetja. In v tem kontekstu pač moram povedati, da bodo določene spremembe v podjetju še nastale. Moram pa reči, da v bistvu to pisanje je bilo nekako izvzeto iz nekega konteksta in do neke mere v bistvu tudi škodi podjetju, tudi v pogajalskem procesu, ampak menim, da bomo tudi to oviro uspeli uspešno prebroditi. Stavim osebno predvsem pač na strokovnost in poštenost in to seveda pričakujem tudi od svojih sodelavcev, ker samo na ta način bomo lahko podjetje uspešno sanirali in posledično bomo lahko seveda zagotovili veliki večini zaposlenih tudi stabilno zaposlitev na dolgi rok. Mislim, da 10 ljudi, če sem dobro obveščen, gre na cesto oziroma je dobilo odpoved zaradi poslovnih razlogov. V zadnjem letu je prišlo tudi veliko novih ljudi, tudi iz gorenjskega konca, iz Save v Hoteli Bernardin. Kako gre to skupaj? To malo čudno zveni, kako lahko to utemeljite? Ja, lejte, mi v bistvu z stroškovno racionalizacijo nismo končali. Podjetje bo moralo, če bo hotelo postati donosnejše, bo moralo delati z manj zaposlenimi, to je dejstvo. Morali bomo prilagoditi našo zaposlitveno strukturo naši sezoni. Mi smo zelo sezonsko vezani, poletja so močna, jesenski, zimski meseci so šibkejši, zato moramo imeti tako zaposlitveno strukturo, da bomo lahko v bistvu se uspešno borili proti takemu cikličnemu poslovanju. Zdaj, nekaj ljudi je pač prišlo, kar nekaj ljudi v tem trenutku odhaja, ne, pa o tem noben ne piše. Ne. Naš cilj pa seveda je, da v bistvu trajno okrepimo določene ključne poslovne funkcije, ki nam bodo omogočale
dobro poslovanje. To je lahko moj komentar na to. Torej bo še več, prihodnje bo še več odpovedi iz poslovnega razloga. Ja, pričakujemo, da se bomo morali predvsem tudi na operativnem delu še vprašati, ali stvari delamo z optimalnim številom zaposlenih, ali lahko določene stvari damo v zunanje upravljanje in s tem dodatno prišparamo oziroma prihranimo kot podjetje. Se pravi, racionalizacija bo potekala tudi v letu 2014 naprej. In zato imamo tudi narejene konkretne programe. Recimo danes hoteli Bernardin štejejo nekaj več kot 500 zaposlenih. Po letu recimo 2015, ko naj bi ti programi bili pod streho, reprogrami tudi, koliko ljudi vidite znotraj te hiše? Glejte, težko v bistvu komentiram zdaj, kako bo do leta 2015. Jaz pač menim, da moramo predvsem zaposlitveno strukturo v smislu nedoločen čas, vis-a-vis določen čas spremeniti, da bomo lahko v mrtvih mesecih lažje prebrodili tako naše likvidnostne zadrege, kot tudi, da bomo lahko stroškovno učinkoviti. Težko pa napovedujem konkretno številko za daljše obdobje. Kakšno bo letošnje poslovno leto, kaj kažejo bilance? Trenutno vem, da še ni zaključeno, ampak verjetno neki prvi vtisi so že na mizi. V preteklih letih je bilo veliko slabitev, zaradi tega je družba poslovala negativno. Kako bo letos? Kar se tiče letošnjega leta, vam moram povedati, to seveda ni nobena skrivnost, da smo bili relativno nezadovoljni, kako se je razvijala dinamika prihodkov, glede na to, kar smo planirali. Iz tega naslova imamo kar nekaj primanjkljaja v prihodkih in v prilivih. Zato bo letošnje leto slabše, kot smo pričakovali. Mi delamo vse, kar je v naši moči, da bi seveda te negativne učinke nevtralizirali. Tako da iz tega naslova mislim, da bomo seveda poslovali bolje, kot smo v prejšnjih letih. Lahko pa rečem, da najverjetneje ne bomo zadovoljni glede na to, kar smo pričakovali. Je pa dejstvo, da seveda skušamo vse te izkušnje, ki smo jih nabrali v letu 2013, z vidika tega, kaj smo planirali in kaj smo realizirali, konkretizirati v konkretnih ukrepih in to tudi konkretno postaviti v našem letnem poslovnem načrtu za leto 2014, ki bo ključno leto, kar se tiče nekega kvantnega preskoka v poslovanju hotelov Bernardin z vidika pozitivne donosnosti. Morda še to, kakšno vaše ambicije, v katero smer grejo? Ne vem, če ste nekako prepoznani kot nekako izredni sanator v družbah, bi potem človek pričakoval, ko bo reprogram pod streho, boste šli iz družbe ven. Ukolikor temu ni tako, verjetno ste imenovani tudi za polni mandat. Kako vidite svoje poslanstvo, svoje ambicije v sklopu te hiše? Moj dosedanji razvoj kariere ni šel v tej smeri, kot ste vi omenili, se pravi, nisem deloval kot senator. Imam pa seveda kar nekaj izkušenj in znanj, kar se tiče kratkoročne stabilizacije nekega podjetja v težavah. Definitivno sem pa deloval tudi v okoljih, ki so pač poslovala v nekih normalnih okoliščinah in kjer je bil pač ključni kriterij ta, da tudi podjetje na dolgi rok, ko je izven nekih finančnih težav, stabilno raste, je čim bolj stroškovno učinkovito, da notranji procesi funkcionirajo, da odličnost poslovanja je na nekem nivoju, kot se zahteva v neki panogi, konkretno sedaj v turistični panogi. Tako da sebe definitivno vidim in upam, da mi bo to omogočeno, da bom pač lahko oddelal mandat do konca in zapustil podjetje v mnogo boljši kondiciji, kot je v tem trenutku.